V domu upokojencev v Kranju je bilo tokrat še posebno slovesno. Praznovala je gospa Marija Vraničar 100. rojstni dan. Na samo praznovanje so prišli vnuki, njena družina in tudi pravnuki. Zaplesali pa so ji otroci iz vrtca. Obiskala jo je tudi mestna občina Kranj, ki je posebej za ta rojstni dan čestitala. V samem domu pa imajo posebno knjigo, kamor se vpišejo stoletniki. Praznovali pa so tudi vsi tisti, ki praznujejo rojstni dan meseca januarja, letos jih je bilo kar 36. Čestitkam se pridružuje tudi uredniška hiša GTV. Vaša mama Marija Vraničar praznuje 100. rojstni dan. Mama je že precej let tukaj v domu, še vedno taka čila in zdrava. Ste veseli take pomembne in visoke obletnice vaše mame? Ja, vsekakor, to je za nas, za celo družino veliko presenečenje. Saj veste, taka starost, na vse mogoče stvari človek pomisli, tako da res to nas zelo razveseljuje. To je velika stvar tudi za vnuke, za pravnuke, da imajo pač še nekoga, bom rekla, iz starih časov, zato ker imajo neke druge, bom rekla, vrednote, ki so v današnjih časih zelo pomembni, da pač se mi napajamo na njih. Rekla bi sicer, da je moja mama zdaj mogoče zadnje 14 dni nekoliko opešala, vendar pa ves čas je z nami. Kje so tekla njena mlada leta? Njena mlada leta so tekla v Ljubljani. Ona je bila rojena v družini, kjer je bil njen oče vdovec in je imela 3 starejše, 2 brata in sestro, ki so bili skoraj 20 let starejši od nje. Tako da so jo razvajali na vse mogoče načine. Njen oče je bil ravnatelj takratne knjigarne Bamberg, ki pač sedaj več ne obstaja, tako da je bila v kontaktu in s knjigami in z glasbo, ker so bili vsi glasbeniki. Takrat je bila pač taka navada, da so tisti, ki je lahko, pač se je ukvarjal z glasbo. In tako je pač preživela ta mlada leta v tem okolju v Ljubljani. Mislim, da 16-letna se je preselila z mamo v Šoštanj, ker je oče umrl. Brati in sestre so pa bili že tako odrasli, da so šli za službami po svetu. Potem je, ker je bila njena mama iz Šoštanja doma, sta pač tam imele prebivališče, so se tja preselili. Potem pa je mama odšla v srednjo šolo, gimnazijo v Celje in pokazala se je v Kranju potreba po službi pri družini Šinkovec, drogerija Šinkovec, in je pač to ponudbo sprejela in je prišla na ta način v Kranj. Koliko časa je ostajala potem v Kranju? Ona je prišla v Kranj že pred 2. svetovno vojno, tako da, če to zdaj seštejemo, to je sigurno več kot 60 let. Tako da bi lahko rekla, da je pa sedaj postala Kranjčanka, prava Kranjčanka. Leta so tekla in tako je sedaj tukaj v Kranju, v domu upokojencev, in kako je zadovoljna? Nikoli nismo imeli nobenih problemov, nobenih vprašanj. Mi smo zelo, bom rekla, tolerantni, odprti. Mi smo presrečni, da da nam dom nudi možnost, da mi lahko živimo svoje življenje, kajti drugače bi bilo to nemogoče. To je neizvedljivo in smo zelo hvaležni, da ta sistem obstaja, da je tukaj nikoli nobenih pripomb. Vsa oskrba, zdravniška, dejavnosti, neverjetne aktivnosti, res vse pohvale in zahvale.